Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. 111,4 kg je pokazala tehtnica Tjaše Pustotnik 30. decembra, ko se je stehtala in potem se je odločila, da ima dovolj. Rekla je, čas je za to, da izgubim odvečno težo in da je bil pritisk še večji, je to naredila javno na Facebooku. Hujšam javno, hujšaj z mano. Tam lahko vidite, kaj vse. Tjaša Pustotnik, dobro znana pevka z dua Pustotnik in sicer iz Hiše zabave Pustotnik, kaj vse dejansko počne in tudi kaj je. In dajmo roko na srce, mogoče ste se tudi vi odločili letos konec decembra za novo leto, da boste shujšali, pa ste bili pa sam še vsak dan bolj hujši, ne? In se ni zgodilo nič. No, nazadnje, ko je bila Tjaša pri nas, je imela nekaj čez 100, okrog 100 bomo pogledali, danes pa jo znova postavimo na tehtnico in pa vprašamo, kako ji napreduje tale njena misija. Dajmo torej pogledati, v kakšnem stanju je bila na našem zadnjem obisku. Jaz sem danes na 6. dnevu hujšanja. Prvi dan, ko sem se stehtala... Vitkanja. Kaj če bi reč uporabljala besedo vitkanja? Ali pa na poti do zdravega življenja. Ja, tako. Da noš vsak dan hujša, ne? Kaj hujšaš? Ja. 107,2. Wow. Sem ful zadovoljna. Si zadovoljna? 30. je kul kazal. 111,4. Tako da gre, ne? Gre, če se zavzameš in... Ampak moraš počas pa z ljubezni. Tole je bilo 6. dan, danes 57., 58. dan. Tjaša, dobrodošla, kar naprej, lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Vidim, da je tvoj korak bolj lahkoten. Lažji, a ne? Lažji. Hello. Evo, najprej skok na tehtnico. Koliko to vsak dan greš gor? Ne. Ne? Čisto vsak dan ne. Ni fajn vsak dan. Čakaj, to pa nekaj čuden kaže zdaj. Aha. Veš, malo je že zmatrana, lej. Malo je že zmatrana. Ampak vedno manj. Ja, vedno manj, ja. Evo, izvoli. Pa poglejmo. Tam. To pa nekaj veliko kaže. Ka, ni veliko. 101,2 kilograma. Ja, ne vem, a sem zdaj le ful pridobila ali kako ne? Ne. Ška malce sem drugače oblečena, pa tako je kakšna kila gor. Ja, bravo. Lej, to si že... Kaj pa je tvoj cilj? Imaš kak cilj? Cilj je prijeti po 9, po 90. Tam ne 85 kil, tako da. 85? Ja. Popova pa res že blizu. A ne, do tebe imam pa še daleč. Ne. Pa mislim, da te ne bom lovila, veš. Jaz imam težke kosti. Kako je s hrano? Ješ pridno, velikokrat je zmotno, ko si človek misli, da mora manj jesti, pa v bistvu mora večkrat pa pomalem, ne? Ja, večkrat pomalem, ja. Kako je s hrano? Si lačna kaj? Ta ritem sem zdaj ujela, ne, in sploh nisem lačena. Je pa res, da takoj, ko je kakšne 3 ure mine, takoj začutim, da zdaj pa je čas, da moram nekaj pojesti. In kaj ponavadi, po čem dejansko posežeš? Gledaš na beljakovine, na vse te zadeve? Ja, v bistvu do popoldneva jem tudi ogljikove hidrate, potem pa jih izločim po 3. uri popoldan, tako da so samo še beljakovine, zelenjava. Odlično. Mi smo naše goste, ki se ukvarjajo z vsemi temi zadevami, tudi povprašali in sicer, katere so tiste najbolj nespametne stvari, ki jih ljudje počnejo ob tem, ko hočejo shujšati oziroma ko se hočejo zvitkati. Dajmo pogledati odgovore. Jaz vam moram povedati, da v življenju nisem nikoli hujšala. Hvala Bogu, te potrebe res nisem imela. Ker dejansko že od malih nogic se borim s tem, da pridobim kilažo, ne da jo izgubljam. Meni res ni bilo potrebno nikoli tega, se pa poslužujem tega, da je zelo, zelo dobro, da se zdravo prehranjujemo, da skrbimo za svoje notranje telo. Mogoče imam eno danost in to je, da meni telo samo pove, kaj v določenem trenutku potrebujem.
Torej, ne, nisem hujšla. Jaz sem za celo življenje več ali manj iste kilograme, 52, 53, isto so moji kilogrami. S tem, da moj mož mi je očital, da sem se zredila enkrat, jaz za 7 kilogramov sem bila noseča. Dobro. V glavnem, ne, nisem se lotila, je pa dosti ljudi, ki pride k meni, ker res se nespametno prehranjuje. Oziroma se loteva diet, kjer podhranjujemo naše telo. Mi pa moramo v bistvu za shujšati jesti več, ne manj. Mi bomo shujšali, če več jemo in pravilno jemo, ne pa, da premalo jemo. Ja, jaz sicer nisem hujšala, bi rekla, nisem imela problema s hujšanjem do nekje 45 leta, ne. Zdaj, ko se pa približuje menopavzi, moram pa malo drugače zastaviti, ne. Zdaj, jaz vidim, da ena napaka, ki jo ženske recimo po 40, 45 delajo, je ta, da kad ne bi pomagalo več telovadi, pa manj jej. To pri teh letih, 45 plus, sploh ne funkcionira. Tako da se je treba, tako da to je največja napaka, če začnete nenormalno telovaditi, kardio, laufanje in tako dalje. To sploh ne daje rezultate. Še posebej ne za maščobo okrog trebuha, recimo. Ženske delajo napako, da manj jejo. Cel dan, zdržim, pa zvečer pa padejo na izpitu in navali. No, da se ne ujameš v zanke tudi ti. Ker kdaj se že, ne? Pa tisto vsak ponedeljek začneš, pa potem ne, pa to. Zihar je na tvoji skupini že kdo začel tudi s tabo, pa potem vmes nehal, ne? Ja, so začeli, pa potem so se pač malo izgubili, pa spet nazaj prihajajo. Vse tudi jaz, ne? Tudi jaz sem manj začela objavljati, pa so me takoj, čakamo, ne? Kaj si danes pojedla, a ne? Tako da ja, se kar malo potem, kaj s vem, padeš v neko zanko, ne? Ampak ne v smislu, da zdaj pa ne bi več se gibala ali pa da ne bi več dobro jedla. Pač, ne vem, polenaš se malo, ne? Ja. A kdaj se pa gibaš tudi zjutraj na prazen želodec? Večinoma. Večinoma? Ja. To se ti zdi, da je fajn, ti paše? To paše, pa je tudi zelo dober pri hujšanju, pri vitkanju, pomaga, še pri izgubi. Še pri izgubi. Kako pa je s tvojo aktivnostjo na oder, pa to, a ne? Še vedno sta tudi aktivna, kar se tega tiče, a ne? Pa zdaj moraš sploh veliko delati, ne? Bo nova garderoba že hmal, ne prišla, ti je že zdaj kaj preveliko pa to? Ja, seveda. Tako da so zdaj že iz omare potegnili na hlače, ki so mi bile prej prav, a ne? So mi zdaj prav, ene so mi še premejhne. Tako da jaz imam v garderobni omari kar več številka, veš. Aha, veš, kaj bi ti Feng Shui svetovalka rekla? Tisk, ki te ni prav, moraš dati hitro stran. Ja. Ampak ne šparamo, ne? To sam tiste lahko, ki imate skosa, veš, isto linijo, ne? Ja, lej, tudi meni kile grejo gor, pa grejo dol, pa grejo gor, ampak zdaj sem si določene stvari našgruntala, sem si naštudirala, tako da zdaj je kar v redu. Kaj pa v savno, greš kaj? Grem. Greš? Ja, zelo rada. Ker savna je ful fajn zadeva, ne? Savnanje kot tako. Mi smo o tem veliko govorili, tudi kar se tiče dejansko vitkanja, ker to je ena izmed posledic tukaj, drugače pa dobro deluje na stres, na vse te zadeve in tale trenutek si bomo tudi pogledali prispevek. Pri Slovanih je bil blagodejni učinek savnanja poznan od nekdaj. V sibirski ljudski medicini, pa tudi v tibetanskih samostanih so tako na primer uporabljali preproste cedrove sočke, v katerih so se ali kopali v vroči vodi z dodatkom zelišč ali pa savnali. Pod sodom so namestili pregreto kamenje, na katerega so polivali zeliščne čaje. V času Prve svetovne vojne pa so tašnimi zeliščnim kopelim zdravili tudi vojake. In leta 1970 je kazijski zeliščar in fitoterapevt Vasilij Grigorjevič Potrebkov cedrov soček opremil s parnim generatorjem. Savnanje v cedrovem sočku z zeliščno paro se priporoča pri različnih stanjih, vsekakor pri stresu, sindromih kronične utrujenosti, napetostih v mišicah, bolečinah, različnih bolečinah, tudi boleznih srca in ožilja, boleznih ledvic, sečil, kroničnih bolezni, rodil, dihalnih organov, dermatoloških izzivih, raznih vnetjih, slabem imunskem sistemu, pri hormonskem neravnovesju, pri zadevah tudi kot so holesterol, povišan sladkor in podobno, predvsem pa tudi pri prekomerni teži in celulitu.
Haha, veliko zmore tale cedrov soček in greva ga malo pogledati, no? Greva ga malo pogledati, zaradi tega, ker jaz sem se odločila, da ti ga posodim. Res? Ja, takole boš šla noter in boš to... A zdajle že, ja? Kaj? Ne, zdajle ne rabiš, ker se moraš sleči. Ne vem, če si pripravljena. ne. Ker jaz tudi, ne, nisem. Lej, tlele imaš potem... Tole je vse iz cedre, tiste ta prave in takole imaš noter za sedeti, potem daš takole, imaš samo glavico zunaj in to 15 minut na dan. In to je kakor 5 km teka, super poskrbi za kožo, za vse stvari, pa veš kaj je fajn, las si ne zmočiš pa nič, ne? Aha. Zaradi tega, ker nisi. Tako da, evo. To ti meni posodiš. Jaz to tebi posodim in bomo videli, kakšni so rezultati, ne? Ja, bomo videli, kakšni so hvala. rezultati. Tako da, tvojega sem že obvestila, da danes pride s kombijem, da boste lahko kar takoj odpeljala in noter si už dala kakšna zelišča, take drugačne stvari, da bo to lepo dišalo in da bo to tak za samo negovanje. Ja, ful dober. A razen, če ne hodiš v savno, ne hodiš v savno? Ne, hodim, ja. No, vidiš. Sem zelo rada. Ker to lahko postaviš kamorkoli dejansko. Ti je pa Marija Ana Kolman pripravila prav posebno navodilo in pozdrav, kajti Marija Ana je že prej vedela, gledala te je in je rekla, lej, čuj, ti bi pa res lahko v njej posodila. In dajmo pogledati, kaj ti torej sporoča in kakšna so navodila. Tjaša fitobočko uporablja vsak dan, po 15 minut. Tisti dan, ko uporabljaš bočko, ne le, da se ne postaraš, ampak zgubiš tudi vsaj pol kilograma. Priporočam ti pa, da svoje telo izpostaviš še enemu stresu, ki je pozitiven, po fitobočki pod mrzlo tuš ali v mrzlo banjo. In enkrat na teden, morda tudi ponovitev. Še enkrat v bočko, pa še enkrat v mrzlo tuš. Tako bo izguba kilogramov lahko tudi dvojna. Diši, ne? Jo, res, lepo diši. Prav čudovit je. Jaz imam to tukaj zaradi tega, ker mi začnejo parati živce ljudje, veš, pa se kar skrije. Ne, ampak verjamem, da boš v temole uživala v vonju, to so fitoncidi tudi, to so res krasne stvari, zdaj pa se res lahko še mečkeno za sekundico, se lahko še usedeva. Ja, hvala lepa, z veseljem bom sprobavala vsak dan. Ja, seveda. Ja. No, pa bom pa tudi videla, kaj bo tehnica pokazala, Ja, ne? bomo. Evo, kar izvoli. Čaj sem ti pripravila, čaj je brez cukra, se zdaj piješ čaj brez cukra, ne? Vse to sem že prej, v bistvu, pri pijači nisem nikoli vnašala sladkorja, no. Kaj pa najbolj pogrešaš od vseh stvari? Pogrešam. Krompir. Krompir? Vsega, kakšno žličko. Sladki krompir je boljša varianta? Ja, vem, ja. To. Pa Odlično. kakšne sladkarije tudi, ne? Tudi sladkarije? Tudi, ja. Jaz imam za tebe še eno presenečenje in sicer v mesecu aprilu in delček maja pripravljamo en poseben tečaj. Tečaj vitkanja, celostnega, in sicer bo z nami Jelena Dimitrijevič, ki pogleda med drugim tudi oko, jezik, pogleda tudi malo vzorce, zakaj se nam te stvari dogajajo, ki so dejansko povezane z to celostno preobrazbo in tako naprej. Med drugim nas bo naučila tudi kuhati, tako da bomo imeli in kuharske zadeve in take zadeve, brskali bomo po duši in res celostno predstavili to transformacijo in tebe seveda vabimo, da se nam pridružiš. Tvoje mesto je seveda že tam, tako da se bomo dobili trikrat, oziroma ja, trikrat se dobimo in trikrat po par ur gremo čez stvari, tudi naučimo se takih in drugačnih zadev, kuhali bomo pa z rastlinsko hrano, se pravi z veliko zelenjave in vsega ostalega in res dali en tak celostni pogled na situacijo. Ja, super. Ja, tako da Se veselim. mislim, da ti takrat že načeloma zaključiš svojo misijo, ne? Jaz 120 dni sem si zadala, Aha, tako da ja, zdaj smo nekje na polovici, a ne? na polovici. Ja. No, ampak na polovici se tudi kilogramov je šlo tukaj dol, da bi želela bila na polovici, ne? Ja. Se pravi, ti gre dobro. Dobro. Dobro, odlično. No in potem, ko boš zaključila, boš dobila še en tak dodaten pogled, ker takrat se pa potem v hiši Postotnik že začne dogajati, ne? Ja, vse kar. Veliko imamo rojstnih dnevov potem na prostem,
iščemo skriti zaklad, ogromno stvari. No? Potem med počitnicami imamo počitniško varstvo za otroke, seveda nas obkrožajo živali, a ne? Tako da otroci so v stiku z njimi, tudi sami pripravljamo hrano, tako da res vse domače z vrta, tako da so kar veseli. No? Se pravi, poletje bo pestro in delovno. Pestro delovno. Najtežje je, pravijo, zgubiti kilograme po zimi, ker naše telo je bolj nagnjeno k temu, da kaj doda, kakor pa dejansko odvzame. Ja, vso srečo naprej. Orodje zdaj smo dali, malo še zraven, da pomagamo, kakor dejansko lahko. Odločitev pa je tvoja vsak dan, kaj uporabljaš, kaj ješ in kaj ne. Ja, hvala lepa. Ja, seveda, z največjim veseljem. Tjaša Pustotnik v naši družbi še se bo vrnila in znova bo stopila na tole tehtnico. Bomo videli, kaj bo pokazala takrat. Danes nisem nekega navdušenja čutila z njene strani, nad to, kaj je pokazala, a kljub temu je napredovala. Bomo videli, kaj se bo torej pokazalo. Ja, čez nekaj tednov bo znova v naši družbi in spremljajte jo torej tudi na Facebooku. Hujšam javno, hujšaj z mano. Sploh, če ste se tudi sami odločili, da nekaj naredite zase, sicer pa na naši spletni strani lahko že danes pogledate med drugim tudi to, kaj, kako, na kakšen način bo potekal tale celostni program transformacije oziroma vitkanja kot takšnega. Pa na zdravje! Veste, največji cilj, ki ga človek doseže v življenju, je sreča. Sreča pa v srečevanju, je v sposobnosti dejansko dopolnjevanja.